V Krškem še upajo na uresničitev protokolov. Novomeški glavni trg spet zaživel. Prazniki trkajo na vrata, sejmi, jaslice in še kaj. Dober večer. Današnji bo marsikje praznično obarvan, katoličani in evangeličani so namreč v pričakovanju rojstva Jezusa Kristusa. A o tem nekoliko pozneje. Začenjamo pa v Krškem. Decembra leta 2007 je občina Krško s tedanjo vlado Republike Slovenije podpisala 6 protokolov za sofinanciranje občinskih projektov v zameno za soglasje k lokaciji odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov v Vrbini. Okvirno so protokoli ocenjeni na 40 milijonov evrov, od tega je polovica za komunalno infrastrukturo. A do danes še niso uresničeni. Protokoli so vzporedni dokument k leta 2009 sprejeti uredbi o odlagališču. Občina je gradila infrastrukturo po programu iz teh dokumentov in po 9 letih čakanja na sofinancerski delež pred 2 letoma sprožila tožbo proti Ministrstvu za okolje za dobrih 8 milijonov evrov, kar z obrestmi znese več kot 11 milijonov evrov. Uspeli so le delno, a ne bodo odnehali, je povedal župan. Protokoli niso pozabili na stvar, še posebej tisti, ki že nekako potekajo. Tukaj je en takih protokolov je približno 2,4 milijona vreden protokol za izgradnjo sistema za obveščanje, po domače rečeno optika, in pa približno milijon evrov vreden protokol za izgradnjo cestnega omrežja, ki je v povezavi z novim mostom Žadovinek. Denar za optiko bo zagotovila Agencija za radioaktivne odpadke. Tukaj imamo trdno zagotovilo, da se bo ta protokol realiziral, kakor tudi protokol, ki sem ga prej omenil, se pravi 2,4 milijona evrov. Te dva sta praktično zagotovljena in računam, da bosta tudi realizirana. Za ostale protokole je pa nekoliko težje. Verjetno bo tukaj še potrebnega precej napora, da bomo lahko kaj premaknili, da bi se ti protokoli realizirali. Med drugim je bilo dogovorjeno, da se bo do začetka obratovanja jedrskega odlagališča obnovilo tako imenovano Vrbinsko cesto proti Brežicam. Po enem od rokovnikov za ta projekt bi moralo odlagališče obratovati v letu 2020, kot kaže pa ga bodo takrat komaj začeli graditi in je datum dokončanja objekta prestavljen na leto 2023. Letos mineva 160 let, odkar je bila v Dragatušu v Beli krajini ustanovljena prva šola. Pouk je potekal v župnišču, prva šolska stavba pa je bila zgrajena leta 1887. Med vojno ob bombardiranju Dragatuša je bila porušena in pouk so znova preselili v zasebne hiše in župnišče. Jubilej so obeležili s prireditvijo, na kateri so učenci skozi igrane prizore obudili spomin na te čase ter s pesmijo, glasbo in plesom predstavili njihovo šolo danes. So majhna šola po številu učencev, a velika po dosežkih, pravi ravnatelj, sicer zadovoljen, ker število učencev narašča. Trenutno jih šolo obiskuje 125. Projekcija kaže, da se bo število otrok še naprej povečevalo in recimo čez 3 leta bomo imeli že 140 otrok. Kar pomeni, da se bodo srečali še večjo prostorsko stisko. Ravnatelj namreč desetletje opozarja, da šola potrebuje prizidek, da potrebujejo vsaj 3 učilnice. To je najmanj, kar je nujno potrebno. Manjka pa jim tudi večja zbornica, še nekaj kabinetov. Še ena igralnica v vrtcu, zbornica za vrtec, računalniška učilnica, ki je praktično nimamo, knjižnica v nemogočih pogojih deluje, da ne govorimo o kuhinji, ki deluje na meji dovoljenega. Vsa potrebna dokumentacija za gradnjo prizidka, ki bi rešil prostorsko stisko, je pripravljena. Zato nestrpno čakajo na ustrezen razpis ministrstva. Zadnji je bil objavljen pred 11 leti. Vsi skupaj si želimo, da bomo v prihodnje lahko več sredstev namenili tudi za investicije na področju osnovnega šolstva. Žal pa to ni odvisno samo od našega resornega ministrstva. Pravi državni sekretar, ki se je udeležil slovesnosti v Dragatušu. Črnomaljski župan Andrej Kavšek pa poudarja. Če ne bomo naredili prizidka, potem bojo morali v dvoizmenski pouk. Jaz mislim, da v Sloveniji to več ni standard, to je pa že pod standardom.
Glede na naložbe, ki čakajo občino Črnomelj, bodo denar za gradnjo prizidka težko zagotovili v občinskem proračunu. Obljubim samo, da bomo maksimalno naredili in trkali na vrata po vseh ministrstvih, da bomo poskušali dobiti denar. Če bo potrebno, se bomo tudi zadolžili. Šola v Dragatušu je srce kraja in mladim je treba zagotoviti ustrezne pogoje za šolanje, dodaja Kavšek. Člani novo ustanovljenega Petrus Bajka, Zavoda za aktivno življenje Semič, so v soboto pripravili prvi semiški trail tek, ki se ga je udeležilo okrog 140 tekačev in pohodnikov z različnih koncev Slovenije. Prišli so tudi iz Hrvaške. Nekateri so se podali na 8 km dolg tek, več kot 40 tekačev pa je takole krenilo na 26 km dolgo krožno progo po semiški občini. To je v bistvu tek po naravi. Smisel je tudi, da je proga speljana mimo naravnih znamenitosti, mimo turističnih ponudnikov, ker nam je to v bistvu cilj. Cilj nam je promocija Bele krajine in da imamo v bistvu vsi se vidimo v tem projektu. Minute in sekunde pri trail teku niso pomembne, pravi Štangl. Čas je čisto drugotnega pomena. V bistvu je druženje, ljudje radi pridejo sem, da vidijo naravo, da vidijo, kaj se, v bistvu, da vidijo, da doživijo kraj, kjer so. To je smisel v bistvu tega teka. To je turistični projekt, to je promocija kraja, to je promocija regije. Super, da so se spomnili za nekaj takega, traila v Beli krajini še ni, nočni tek Metlika je, tako da super, da nekaj novega ponudijo tudi Semiču. Meni izkušena tekačica, najhitrejša ženska, ki je v 2 urah in 25 minutah pretekla 26 km dolgo progo. Absolutni zmagovalec teka pa je Simon Strnad z Krasa, ki je to isto progo premagal v manj kot 2 urah. Na cilju nam je povedal, da je prvič v Beli krajini. Med temi brezami vašimi, to je tisto, kar je najlepše. Rad imam odprte proge, sicer ta je bila danes precej zaprta, ampak od spodaj del, kjer je bilo čudovito, res. Zanimivo, a zahtevno progo mimo naravnih in kulturnih znamenitosti v semiški občini sta pohvalila tudi drugo in tretje uvrščena tekača, Janez Polovič in Sandi Bajer, pa tudi zmagovalca na 8-kilometrski progi, Gregor Laj iz Metlike in Mateja Ožanič iz Delnic na Hrvaškem. Tudi organizacija moram že bila odlična, označba proge in postajam se, super. Odlične ocene prvega semiškega trail teka so seveda dobra popotnica za nadaljevanje. Vztrajamo na tej progi, velik cilj nam pa je, da pridemo na trail tek 100 km, to pa pomeni, da bi dobesedno zavzeli celo Belo krajino. In ko smo mi naenkrat, bi rekel, na tej razdalji, to pomeni, da tudi pripeljemo sem najboljše evropske tekače in tekačice. Pravi Štangl, ki poudarja, da ima Bela krajina odlične naravne danosti za vedno bolj priljubljen trail tek. Zdaj pa k prazničnim temam. Na Gradežu so tudi letos pripravili razstavo jaslic. Razstava je že 11. in vsako leto privabi več ljudi. Z njo želijo domačini obuditi božični duh in ohraniti pomen tega praznika. Tudi letos je na Gradež prišlo veliko ljudi, od najmlajših do najstarejših, ki so želeli občudovati številne jaslice posajene po celotni vasici. Teh je vsako leto več, pove vodnik. Prvič jih je bilo 27, potem 50, 75, 100. Zdaj smo pa priplezali že na eno tako veliko številko, 345. Ampak te so bile pa te prve odzvonjene. To so bile pa te prve, ja. Povedali so nam, da je lepo in smo prišli. Malo kuhanega vina, da nas malo toplo rata, pa bomo pa šli. Se mi zdi zelo lepo, sploh, ker se zvečer tole dogaja in malo se pogovoriš, imaš čas zase vzameš pa za svoje in to je to. Par let nazaj sem bila tukaj, pa mi je bilo ful všeč, tako da se mi je zdelo fajn, da bi še enkrat prišel pogledat, kaj je novega. Tak dogodek seveda ne mine brez značilne pesmi.
Žal, tako kot ob odprtju razstave pred enim tednom, danes nimamo snega, nas pa zato majčkeno manj zebe in mislim, da bo ogled ravno tako čaroben. Postavljanje jaslic je morda najlepše krščansko izročilo, ki očitno navdihuje veliko ljudi. Jaslice so izdelane iz različnih materialov, od papirja, ličkanja, slame, blaga, betona, stekla, lesa in še bi lahko naštevali. Ljudje so nas poznali in prinašajo te jaslice čisto vse posod. Izpod zaprašenih postreh ali iz tujine ali pa doma narejene nove. Namen je v bistvu, da budimo v ljudeh nazaj neko veselje, pričakovanje do Božiča, da potegnejo stare te opraščene jaslice, da jih obnovijo ali pa da naredijo iz česarkoli materiala nove jaslice. Jaslice na Gradežu si lahko ogledate še 30. decembra in 2. januarja z vodnikom, sami pa katerikoli dan popoldne. Tudi Novo mesto je popolnoma zaživelo v prazničnem decembrskem duhu. Na glavnem trgu so namreč odprli adventni sejem, ki ga bo vse do Silvestrovega spremljal bogat spremljevalni program. Po dolgem času pa so na prenovljenem trgu priredili tudi vedno priljubljeno Noč nakupov. Ne le obiskovalci prenovljenega trga so še najbolj veseli trgovci, ki pa so priznali, da je bilo treba med gradbenimi deli imeti veliko potrpljenja. Jaz sem navdušena, meni osebno je zelo všeč. Zdaj moraš še zaživeti, napolniti se z ljudmi in pa s kakšno dobro ponudbo. Tako da jaz sem pozitivno naravnana k temu. Da gre na bolje, bi se slika pove več kot besede, ne. Če pogledamo na trg, živahno. Zdržati je bilo fajn težko, ampak samo ustrajnost nas je pripeljala do tega, da smo še vedno tukaj. Se pozna. Pri nas se pozna zdaj že kar nekaj časa, sploh odkar so pri nas je bilo bolj pomembno tole križišče tlele pred vrati, odkar so to uredili, je super, mislim, se nimamo kaj pritoževati. Noč nakupov je v središče mesta vnovič privabila veliko obiskovalcev, ki so ta dogodek med prenovo glavnega trga kar precej pogrešali. Ja, v bistvu je več kot eno leto že minilo in smo res navdušeni, da je lahko zdaj po enem letu zopet na tem našem prečudovitem prenovljenem mestnem jedru imamo ponovno Noč nakupov. Kot vidite, ljudje so že prišli, še bodo, ker dogajanje še bo, tako da smo res veseli, da je ratalo. Prvi glasbeni nastop na prenovljenem trgu pa je imela Nuša Derenda. Lepo, zelo lepo je. Nisem še nikoli bila v Novem mestu, da bi bil oder tle, tako da prvi vtis je super. Pogled je veličasten, res je zelo lepo, tako da res imaš en tak lep občutek, ko se sprehajaš po glavnem trgu, tako da verjamem, da bo iz te zgodbe ratala še uspešnejša. Zdaj prebivalci, obiskovalci in poslovni ponudniki na glavnem trgu čakajo še na dokončno odločitev, kako bo v prihodnje s prometno ureditvijo na osrednjem novomeškem trgu. Nocoj je sveti večer, ko se katoliški in protestantski verniki spominjajo rojstva Jezusa. Obisk osamljenega človeka, topel nasmeh in medsebojna pomoč še posebej pridejo do izraza v božičnem času, pravi Slavka Cekuta, šolska sestra de Notre Dame iz Novega mesta. Sestra Slavka Cekuta je v božičnem pogovoru za našo televizijo govorila o prazničnem času, svojem misionarskem delu v Albaniji in prostovoljnem delu v škofijski Karitas Novo mesto. Božično sporočilo nas vabi, da se prepustimo tišini, temu nežnemu pogledu novorojenega deteta, vse ko se srečamo z majhnim dojenčkom, kaj nam je najlepše? Prav to, da te dojenček pogleda, se ti morda nasmeje, da si nežen z njim. In mislim, da je to tako močno sporočilo Božiča, da potrebujemo drug drugega. Celoten pogovor s sestro Slavko Cekuta si lahko ogledate ob 20. uri. Čisto za konec pa še o prav posebnem voščilu, ki so ga posneli novomeški policisti. Možje in žene v modrem so se letos odločili za prav poseben podvig in božično novoletno voščilo posneli in celo zapeli Cin, 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 zvončki pojejo. Pa ne le to, besedilo so prilagodili in v njem zajeli nasvete, primerne za ta čas.
Res izvirna čestitka, kaj ne? Voščilu se pridružujemo tudi v uredništvu novic ter vam želimo prijetne in družinsko obarvane božične praznike.